V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej danes, dragi verniki, obhaja cerkev enega največjih praznikov svojega življenja, konkretnega življenja, torej Binkošti, prihod Svetega Duha. Kristus je prišel v mesu, enkrat še pride ob koncu sveta, vmes pa dar Svetega Duha v tem pričakovanju Kristusa. Velika noč je bila njegova zmaga Kristusova nad smrtjo, nebohod je bil njegovo poveličanje pri Očetu, torej tudi naše poveličanje po njem pri Očetu, pa potem nastopijo Binkošti, sadovi odrešenja, zares pričnejo živeti konkretno v svetu. Seveda svetu, ki to sprejme, tisti, ki ne sprejme, pač ne more. Tema tega ni sprejela, pravi sveti Janez. Torej danes lahko na nek način rečemo, se cerkev rodi v svoji vidni moči. Zares se je že rodila na križu, kot vemo. Tudi tam seveda zraven je bila Devica Marija, o čemer bomo tudi spregovorili. Torej 50. dan po veliki noči, kar so praznovali že v Stari zavezi, namreč judovsko ljudstvo po prehodu skozi Rdeče morje prišlo do gore Sinaj in tam so dobili postavo po Mojzesu. To so torej stara binkoštna praznovanja, spomin na postavo, ki je bila zapisana na kamnitih tablah. To je seveda predpodoba tega današnjega. Bog je govoril tam sredi groma, blisko strahu, vemo, kako to je opisano v Svetem pismu. Sveti Duh pa pride drugače, ne da bi uničeval, čeprav tukaj je kar močan veter, ker pač apostoli so vedeli in je prišel na močan način Sveti Duh, ampak ne da bi uničeval, da bi oživil. Torej, da zapiše zakon ne več na tablje, ampak v človekovo srce. Pravzaprav je tam že bil zapisan, ampak da Sveti Duh nas nauči in nas spomni. Sveti Duh seveda je bil zraven Očeta in Sina pri stvarjenju sveta in človeka in torej je že bila zadeva zapisana. Potem Mojzesu je bilo to razdeto, kako je bilo zapisano, sam Bog pa, Bog Sin, je potem še prišel, kot pravi lepo sveti Janez, edini je bil sposoben v polnosti postavo zapisano v naša srca razložiti. Tem je to izročil svojim apostolom in učencem in torej svoji cerkvi in naj bi to prišlo vse do nas, seveda, kdor je to sprejel. Tako da to. Rekli bi lahko rahli šepet vetriča, ki ga je doživel prerok Elija, najprej je šel skozi vse tisto gromovno in viharno in tako dalje, potem je pa vedel, tukaj je Božja navzočnost. Tako da na tak način to bomo še malo razvili, razmišljali danes. Apostoli so zbrani, skupaj z Marijo smo rekli, v molitvi čakajo v dvorani zadnje večerje izpolnitev Kristusove obljube. Pride šum, silovit veter, torej znamenje nevidne Božje moči, ki prihaja na svet. Jeziki iz ognja, ki obstajajo nad vsakim izmed njih. Ogenj, ker je to Božja ljubezen. Sveti Bernard je celo rekel, Sveti Duh je Božji poljub človeku. Na nek način, to je razmišljal, je imel nekako to lepo videnje, te neke podobe in tako dalje. Pravi, tako močno se ljubita in razdajata drug drugemu, Bog Oče in Bog Sin, da se rodi ta Sveti Duh, pride, izide Sveti Duh iz njiju in pride kot ta Božja nežnost, ta Božji poljub človeku, bomo rekli tako na tak način. Torej, ogenj, ki razsvetljuje, ki greje, ki prečiščuje, ki vžiga. Na tak način tudi smo poslušali to pesem Slednico, ki pa govori seveda tudi o vetru, ki govori tudi o vodi. Torej, vse te tri podobe, ki opisujejo, kako deluje Sveti Duh, kakor je potrebno enkrat,
kot ogenj, enkrat kot voda, enkrat kot veter, zrak, ne, se pravi, v vsakem primeru vedno tako, kot je potrebno. Jezus je rekel, prišel sem, da vržem na zemljo ogenj, kako si želim že, da bi se razplamtel. Torej, začne se na Binkošti širiti po svetu ta ogenj in vemo, kako je potem čudežno se vse skupaj razširilo od tistih par apostolov in učencev po celotnem svetu. Jeziki, ker vera bo odslej oznanjena vsem narodom. Babilonski stolp, tam je bilo človeštvo razdeljeno zaradi napuha, ker spet ljudje so rekli, da bodo prišli do neba, do Boga, ne, so hoteli spet biti kakor Bog, ne, in se niso več razumeli med seboj. In tudi danes je tako. Čim je napuh vmes, ljudje se ne razumemo več med seboj, ne, tako da moramo zelo, zelo paziti te zadeve. Kot me je zmeraj opozarjal moj duhovni voditelj, saj veš, kako so rekli stari, napuh gre 2 uri po naši smrti iz nas, ne, tako da moramo paziti zelo na to prvo in najmočnejše grešno nagnjenje, ne, da bi se borili z vsemi silami proti temu, tako da bi imeli to medsebojno razumevanje. Sveti Duh ponovno spostavi torej edinost, razumejo se med sabo. Apostol vsakdo po čudežu razume v svojem jeziku, cerkev se rodi kot katoliška cerkev. Torej je vesoljna, je namenjena vsem ljudem, ne samo enemu narodu, vsem ljudem. Zelo veličasten trenutek, preprosti ribiči, delavci, Matej, cestninar in tako dalje, ne, so bili različni poklici in tako dalje, ki malo prej so se še bali, skrivali, zdaj so spremenjeni. Sveti Duh jim daje moč, pogum, gorečnost, jih ni strah več sveta, ne razmišljajo več o sebi, razmišljajo o Kristusu, ko se bodo njemu dali. Torej vidimo, to je prava ljubezen, ne misli svojega, ne, to. Iz slabotnih ljudi nastane moč, ki osvoji ves svet. Marija je sredi apostolov, cerkev se rodi ob njej, ne. Pod križem je stala in takrat se je rodila cerkev. Glej, tvoj sin, ne, vemo te stvari. In potem iz premodene Jezusove strani še sredstva milosti, zakramenti cerkve, ne, tako da to cerkvi so pritekla ta sredstva milosti. Po Svetem Duhu je Marija dala sveto Božjega sina, po istem Svetem Duhu sedaj postane resnično mati cerkve. Apostoli prejmejo dar javnega oznanjevanja, Marija prejme novo materinstvo. Da bi skrbela za Kristusovo cerkev, jo podpira, utrjevala v teh njenih prvih korakih, potem, kot smo razmišljali na nebohod, seveda tudi ona je kronana in sede na očetovo in Jezusovo desnico in tudi ona tam kraljuje. Peter, ki je stopil pred množico, še pred nekaj tedni, bi lahko rekli mesec dni, pa še malo prej, je Jezusa 3-krat zatajil, zdaj ga pogumno oznanja. Kristus je resnično vse to pretrpel in umrl in je resnično vstal, ne. In vemo, ne, je imel cel tisti govor in so bili vsi ganjeni v srcu in kaj moramo storiti, ne? Dajte se krstiti, ne? Torej spet en velik čudež in vemo, ne, Gospod ga postavi za to oznanilo in 3000 ljudi naenkrat sprejme vero in je krščenih. Torej, to je delovanje Svetega Duha, ne? Tudi recimo, ko so delovali ti razni misionarji in tako, tudi se tako množično to dogajalo, ne? To je ta čudež, to delovanje Svetega Duha, ne? Torej to. Torej ne samo čustva, ni samo neko notranje navdušenje, vemo, da kaj kmalu so morali iti skozi številne preizkušnje do same smrti za svojo vero, za Kristusa, ne. Torej Sveti Duh je ustvaril nekaj konkretnega, cerkev, ki je konkretna, ne samo nekaj v oblakih, vero, ki je konkretna, spreobrnenje, ki je konkretno,
svetost, ki se vidi, zakramente, novo življenje. Tako da binkošti so tudi praznik velikega upanja za nas same. Isti Sveti Duh še vedno deluje v cerkvi. Morda ne vidimo teh ognjenih jezikov, čudeža govorjenja vseh jezikov sveta, vidimo blebetanje, ne govorjenje, ok, ampak dobro. Njegovo delovanje pa vseeno ostaja še kako resnično. Še vedno, kaj dela? Ohranja vero, posvečuje duše, daje moč mučencem, vodi cerkev skozi vse krize, tudi skozi to krizo bo vodil in vodi svojo cerkev, Kristusovo cerkev. Nikdar ne zapusti tistih, ki Kristusu ostanejo zvesti, tako da mi moramo Kristusu ostati zvesti. To je najbolj važno v takih časih. Tako da prosimo za eno stvar, tudi naše srce naj zajame Božji ogenj. Največja nevarnost ni zunanji svet, smo tudi že razmišljali, ampak da se naša vera ohladi. Ali, kako bi rekli, ja, ni goreča, ne, spravi se ohladi, rata mlačna, ne, spravi to. Da ne bi potem, če je mlačna, ok, se še da nekaj pogreti in tako dalje, razplanteti ta ogenj, ne, Sveti Duh to lahko naredi, če mu dovolimo. Težje, veliko težje je, če seveda zadeva praktično ugasne, ne, da ostane tam hlad in led, ne, tisto je pa nekaj drugega potem. Sveti Duh namreč v nas želi ponovno prižgati ljubezen do Boga, do resnice, do molitve, do svete maše, do zveličanja duš, zlasti svoje, seveda, ne. Tako da naj ne ostanejo samo neki lep spomin na neki dogodek z preteklosti, ampak naj bo resnična prošnja, pridi Sveti Duh, prenovi obličje zemlje, ampak začni pri meni. Še malo kritika teh pojavov, ne, ki smo videli tudi, kam peljejo dandanes, ne, žal, ampak ne bomo se ob tem preveč ustavljali. Torej, moramo zelo paziti, Svetega Duha moramo razumeti katoliško, ne po sodobnih čustvenih protestantskih predstavah, ki so se močno razširile, žal tudi med katoličani, predvsem okoli karizmatičnega gibanja Prenove v duhu, pa v drugih teh gibanjih in raznih tako zvanih razodetih in teh stvareh, ne, prikazanih in tako, ne. Torej, govori se o Svetem Duhu skozi izredne pojave, nenavadna čustva, padanje po tleh. Ne, se spomnim, kako je šla mama od enega našega vernika v Medžugorje z enimi in ni imela nekih posebnih unih zadev. In ko so ji pravili padni in pol ni padla, potem so bili vsi jezni na njo, ne. Bi morala pasti po tleh, ne. Mislim, saj človek že itak pada po tleh, ne, tako da zakaj bi morali še dodatno, ne. Tako da te stvari, nekakšne ekstaze tudi, kričanje, smeh, govorjenje v jezikih pod narekovajih, podobne stvari, ne. Potem mnogi dobijo vtis, da pristno delovanje Svetega Duha je nekaj, kar je čustveno močnega, izrednega, spektakularnega in tako dalje, ne. Ampak smo malo videli, ne, Svetopismo, pa tudi če še bolj pogledamo, celotno izročila cerkve, vidimo nekaj povsem drugega. Sveti Duh deluje tiho, globoko, nadnaravno. Ni njegovo prvo delovanje, da človeka vznemiri, ampak ga umiri, ga posveti, ga ne vrže z ravnotežja, ga notranje uredi. Sveti Duh prinaša resnico, red, jasnost, milost, rast v krepostih. Dar jeziku na binkošti, smo rekli, ni bilo nerazumljivo momljanje, blebetanje, ni bila izguba nadzora nad samim sabo. Tu pogosto vidimo pri teh omenjenih binkoštnikih ali pa ta gibanja, ne. Apostoli so govorili resnične jezike. Ljudje različnih narodov so jih razumeli, torej so govorili njihove jezike. Zgodil se je resnični čudež, ni bil v nerazumnosti, vsi so razumeli, bilo je zelo razumljivo. Sveti Duh ni zmeda, Sveti Duh je nasprotje tega. Svetniki, kot smo rekli, ki so pridigali v svojem jeziku in
ljudje so se množično spreobračali. Torej, v katoliškem izročilu ti izredni pojavi niso merilo svetosti. Poglej me, česa sem sposoben in tako dalje. Ne? To je merilo napuha, to je lahko celo merilo vplivov hudobnih duhov, hudobnih sil, tako da ni to. Ne? Niso svetniki postali svetniki, ker bi iskali čudeže, posebna doživetja, ampak zato, ker so živeli v ponižnosti, pokori, molitvi, zvestobi vsakodnevnim dolžnostim. Vemo, da pravi svetniki so celo skrivali te zadeve, si niso upali ljudem ravno govoriti o njih. Ne? Tudi recimo pater Pik je imel te Kristusove rane stigme, ki jih je skrival. Ne? In potem, tudi ko jih ni imel več, je še zmeraj si stavil gor tiste rokavice, da so ljudje vseeno bili prepričani, da jih še zmeraj ima. Ne? Ker vemo, da potem zadnje dni jih ni imel, ne? Več. Pak dobro. Tako da tudi največji mistiki cerkve, recimo sveti Janez od Križa, ki opozarjajo vedno pretirano iskanje izrednega, je lahko celo nevarno. Človeka hitro vodi duhovni napuh, subjektivizem, samoprevaro. To je ta velika težava te sodobne, bi rekli, karizmatične miselnosti. Ne? Človek hoče iskati občutke, notranje vznesenost, posebna doživetja, ampak to ni to. Vera se začne potem meriti po tem, kaj jaz čutim, ne pa ali živim v milosti, ali živim v resnici. In potem, če ni več močnih občutkov, ljudje mislijo, da svetega duha ni več. Ne? Tako kot rečejo med sabo, ne? Ja, ni več kemije med nami, ne? Se lahko ločimo, ne? Ni več ljubezni potem takem. Ne? To je pač preizkušnja, ne? Kdo je rekel, ne? Je drugačna, ne? Zdaj, to ne pomeni. Ne? Tako da, tudi vera ne more postati neke vrste duhovna odvisnost od teh čustvenih spodbud. Tako da prava katoliška duhovnost je drugačna, temelji na veri, ne na občutkih. Sveti duh tudi takrat deluje, pogosto najbolj takrat, ko ni nobene posebne tolažbe. Ne? Tudi bi lahko rekli, da najbolj deluje ta zakonska ljubezen ravno v takih trenutkih. Ne? Tako da takrat mora biti zvestoba, takrat mora biti potrpljenje, takrat je treba iti skozi to zadevo in potem seveda pride ustajenje. Je zmeraj tako, zmeraj velikonočno tridnevje, ne more iti drugače. Taki so tudi naši odnosi. Torej, sveti duh, ki deluje v zvestobi, vsakodnevni molitvi, stanovitnosti pri sveti maši, boju proti grehu, potrpežljivosti, izpolnjevanju dolžnosti, ponižnem sprejemanju križa in še bi lahko naštevali take dobre stvari. Tako da sveti Pavel našteva te notranje kreposti kot sadove svetega duha, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, zvestoba, čistost, ne hrup, ne senzacionalizem, ne iskanje samega sebe, tisto imenuje dela mesa. Ker takrat človek na Boga pozabi in deluje samo od sebe in gre vse narobe. Prav tu vidimo razliko med katoliškim in tem sodobnim razumevanjem vere. Torej, današnji svet, ki želi stalno stimulacijo, vedno nova doživetja, nekaj čustveno močnega in tudi vera naj bi bila neka duhovna predstava, dostikrat tudi je. Ne? In to so spustili pač v cerkev. Sveti duh pa nas ne vodi proč od križa, še globlje v križ nas vodi. Ne? Nas ne dela bolj površinske in površne, dela nas bolj globoke, dela nas bolj svete, nas preobraža. In zato moramo biti zelo previdni pred to duhovnostjo, ki preveč temelji na teh občutkih, posebnih razodetih, izrednih pojavih ali stalnem iskanju tako imenovanih znamen, ne. Poglej tisti oblak tam, ne. Cerkev je torej vedno učila, da je običajna pot svetosti pot zakramentu molitve, izročila, pokore, zvestobe.
Sveti duh ni duh nereda ali novosti zaradi novosti. Je duh resnice, vedno vodi človeka globlje v to, kar je cerkev verovala od začetka. Kot smo rekli, Kristus je potem tisto izročil in to je zdaj 2000 let tukaj. Pri preroku Eliju tudi mi moramo iti skozi te nevihte, viharje, grome, ponižno zvest ustrajati, da potem v rahlem vetriču pride na nas moč Svetega Duha, ki nas preobrazi, v nas ostane kot resnična Božja navzočnost. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.